Režiserka filma Maja Vajs je namreč tudi predavateljica na šoli, na pomoč pa so ji priskočili tudi njeni študentje. Se bo s tem filmom počasi pred zbledelostjo spomina na tega zelo zanimivega, samoniklega, unikatnega in pomembnega človeka spomin počasi začel vračati in da bo dejansko mogoče s filmom, s pomočjo filma tudi dobil mesto v kakšni enciklopediji Slovenije. Film Beli bojevnik v črni obleki je bil montiran v Novem mestu. Posebnost te montaže je bila, da je morala biti zelo hitro končana. Ponavadi imamo časa 2-3 mesece, da naredimo podobne filme. Tukaj smo imeli pa 3 tedne oziroma na koncu slab mesec časa, da smo film skupaj spravili, na kar sem zelo ponosen. Film so na svoj način soustvarili tudi študentje, ki jim ta nova izkušnja ustvarjanja dokumentarnega filma ogromno pomeni. Glede na to, da je dokumentarni film, ima zelo dobro stopnjevanje. V bistvu začne se z zgodbo Ivana Krambergerja, nato pridemo do trenutka, ko ga ustrelijo in do razpleta, na čem smo danes. Tako da mislim, da res potek filma mi je bil zelo všeč. Res, ne to, da je bil dokumentarni film, zelo me je prelepil nastal. Film je bil res zelo dober, predvsem iz tega vidika, ker je dobra predpostavka nam mladim in vsem nam Slovencem, kako so se včasih postavili za svoj narod in tega manjka danes, sploh v teh časih. Film je v svojem grobem bistvu iskanje resnice Ivana Krambergerja mlajšega o očetovi vlogi v osamosvojitvenih procesih v Sloveniji. Film, za katerega upam, da bo imel veliko občinstva in interesa, ker gre v bistvu za Ivana Krambergerja, za, lahko rečemo, neko legendo v slovenski zgodovini. Za Ivana Krambergerja se je sicer življenjska pot končala 7. junija 1992 kot prvi politični umor v samostojni Sloveniji.